Zrak dihamo vsi, a o njem redko razmišljamo. V slovenskih mestih je pogosto v njem delcev, ki jih ne vidimo, a jih v vsakdanjem utripu mesta občutimo. V toplejšem delu leta imamo v Sloveniji večinoma presežene vrednosti ozona, v hladnejši polovici leta pa se soočamo s prekomerno onesnaženostjo zraka in koncentracijo drobnih delcev PM2,5 in PM10. Številka pomeni premer delca v mikrometrih. Ti delci so zelo škodljivi in rakotvorni. Vsi delci s premerom 2,5 so tudi v delcih PM10. Spremlja pa se še več drugih parametrov. Agencija za okolje spremlja kakovost zraka na več merilnih mestih po Sloveniji. Večinoma so ta merilna mesta postavljena v večjih slovenskih občinah, mestnih občinah. Postavljene so take merilne postaje, kakor je ena tukaj za nami. V takem kontejnerju izvajamo meritve vseh parametrov, ki jih zahteva zakonodaja, od ozona, delcev PM10, PM2,5, ogljikovega monoksida, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, benzena. Na določenih merilnih mestih so pa samo manjše postaje, kjer se pa spremlja samo delce PM10 in PM2,5. Manj obremenjena območja in višje lige imajo ob določenih urah statistično boljše razmere. Kočevje in Koper pogosto sodita med kraje z najboljšo kakovostjo zraka. Zagorje in Celje pa se uvrščata med slabše zaradi lege v kotlinah. Delcev PM je danes manj. Žveplovega dioksida praktično ne izmerijo več. Po zimi k onesnaženju največ prispevajo individualna kurišča. Pomembno vlogo pri kakovosti zraka pa ima tudi vreme. Na kakovost zraka zelo vplivajo vremenske razmere, ampak nizek tlak povezujemo z nekim prehodom fronte, v bistvu z neko slabšim vremenom, in to načeloma dobro vpliva na kakovost zraka. Ker takrat, ko je veter, padavine, se ozračje sčisti in dihamo dober zrak. Ko je pa, ne vem, prisoten temperaturni obrat, je pa stanje v atmosferi stabilno in takrat se pa vsa onesnaževala zadržujejo pri tleh in takrat pa dihamo slabši zrak. V Ljubljani je zrak zelo slab. Evropska agencija za okolje je slovensko prestolnico uvrstila na konec lestvice. Od 761 mest je zasedla 709. mesto. Kotlinska lega vsekakor pripomore k slabšemu zraku, a problematičen je predvsem promet. V našo prestolnico dnevno pripelje 120 tisoč avtomobilov. Najbolj so občutljivi otroci, predvsem majhni, ki se še razvijajo, nosečnice seveda, pa tudi starejši, predvsem bolniki z boleznimi pljuč in srca. Na splošno pa onesnažen zrak deluje strupeno na vse ljudi, in povzroča prezgodnjo umrljivost. Po podatkih Agencije za okolje naj bi onesnažen zrak samo v Ljubljani prispeval k približno 100 prezgodnjim smrtim letno. V mestu, ki ga poznamo po zelenju in mestnih parkih, je vsak vdih opozorilo, da Ljubljana ne diha vedno čistega zraka. Kakovost zraka je v Ljubljani zelo slaba v hladni polovici leta, to pomeni oktober, november, december, januar, februar, marec, ko je prisoten temperaturni obrat in je kotlina slabo prevetrena in Ljubljana zaradi tega spada med najbolj onesnažena mesta v Evropi. Samo še par procentov mest ima slabšo kakovost zraka kot Ljubljana in to pomeni, da v Ljubljani prezgodaj umiramo zaradi onesnaženega zraka, bolj kot ostali Evropejci. Strokovnjaki opozarjajo, da onesnažen zrak ne ogroža le posameznikov s srčno-žilnimi in dihalnimi težavami, ampak lahko prispeva tudi k prezgodnji umrljivosti. Vsak od nas lahko z odgovornim ravnanjem in ukrepi, kot so zmanjšanje prometa in bolj čista ogrevalna tehnika, pomaga izboljšati zrak, ki ga dihamo.